Pogovori o umetni inteligenci v Sloveniji, kako slovenska podjetja uporabljajo, integrirajo, implementirajo umetno inteligenco in še vse ostalo. Moje ime je Peter in kot vedno bom tudi danes moderator tega pogovora. Vsi tisti, ki ste danes prvič z nami, pejte si pogledati prejšnje pogovore, ki smo jih imeli z različnimi slovenskimi podjetji, ki na različne načine uporabljajo umetno inteligenco. Povedali so nam o tem, kako so jo implementirali, kakšne rešitve so si naredili, zato da lahko tudi vi dobite ideje, kako lahko res uporabno uporabljate umetno inteligenco. Če se naročite na YouTubeu, boste pa seveda dobili obvestila tudi o vseh naslednjih videoposnetkih oziroma intervjujih, ki jih bomo delali. Danes sem zelo vesel, da je z menoj Marko Perme. Marko, živjo, lep pozdrav. Živijo, zdravo. Marko, ti si, dve funkciji imaš na LinkedInu. CEO Gecko HRM in Group Director Agilcona. Da nam malo povej, kaj sta te dve podjetji, kaj delate, pa seveda, kaj ti delaš v teh podjetjih. Ja, saj to je malo povezana zgodba, ampak vseeno pravzaprav. Do pred kratkim v bistvu sem bil sam direktor oziroma CEO podjetja Agilcon, ki je imel nekako dve poslovni enoti. Ena se je ukvarjala z razvojem lastnega produkta na področju digitalizacije kadrovskih procesov, to je Gecko HRM. Skratka, tam smo mi razvijali produkt in razvoj, to je v bistvu SaaS storitev, pa potem tudi v bistvu implementirali po strankah. Drugi del je pa bolj storitveno orientiran posel, to so pa implementacije CRM sistemov, konkretno smo mi partner podjetja Salesforce. No, zdaj, zakaj dve tituli? Zato, ker smo pred kratkim tudi vključili ta dva biznisa v dve ločeni podjetji. V Gecku sem tako izvršni, recimo da CEO, direktor, potem sem pa še direktor skupine, ker v bistvu Agilconi kot taki so potem tudi po celi regiji še podjetja in ekipe, tako da nekako bolj z tega zgornjega konca top-down imam tudi pregled nad celo skupino. Ampak v resnici sta obe podjetji zelo internacionalizirani oziroma mednarodni. Gecko je v več kot 30 državah po svetu uporablja. Tako, zdaj to pač internacionalizacija, to je zelo taka, bi rekel, relativna stvar, lahko odvisno nekdo bo rekel, da smo zelo lokalno zapečkarski, ki je mogoče zelo globalna, ampak definitivno nismo samo Slovenija, smo v bistvu tudi regija, tudi nekaj sveta je res za tisto, kar prodamo v svet, prodamo nekako skozi regijo, ampak recimo, ko rečemo doma, s tem mislimo recimo, da Slovenija, Hrvaška, Srbija, ta konec sveta. Najprej je pa bil Agilcon, ti rečeš, jaz sem z Maribora, pa rečem Agilcon. Štajerci ste na Agilcon, v bistvu originalna ideja je bila pa, da bo Agilcon, ampak je oboje v redu. Okay. Je bil najprej in potem ste kako prišli do Geckota in kako je zdaj to postalo ločeno podjetje? To je bila, zdaj veš kako je tako, vsake verjetno bo se marsikakšen podjetnik, ki je zaštartal nek storitveni biznis, nekako poistovetil s tem, kar bom rekel, nekako ko delaš storitveni posel, nekako slej prej začneš razmišljati, kako bi začel še kakšen produkt delati. To je nekako tako za marsikoga podjetnika nekako tako bolj za dušo, bi rekel, in mi smo že od začetka pravzaprav začeli razvijati tudi ta HR produkt. In to je nekako tlelo in se razvilo skozi leta v Agilconu, tako da je postal potem skoraj polovičen del biznisa ali pa recimo tam 40-45%. In potem smo to pač spin-off zaradi večjih razlogov, predvsem zato, da lahko bolj fokusirano postavljamo neke cilje in se širimo na neke nove trge. Tako da ja, to je bila povezana zgodba znotraj enega podjetja, ampak zdaj pa to nekako na dveh koncih. Kaj je Gecko? Kako to izgleda? Zakaj ga podjetja uporabljajo? Gecko podjetja uporabljajo za tako zelo nekako na splošno rečeno digitalizacijo kadrovskih procesov. Zdaj, če si predstavljamo vsako podjetje, bi rekel ne vsako, no, moraš imeti tam vsaj 50 recimo plus zaposlenih. Potrebuje imeti že zaradi skladnosti in interne učinkovitosti pod kontrolo podatke zaposlenih, dokumente zaposlenih, neke administrativne procese, odsotnosti, bolniške in take zadeve urejene, odobritve. Zdaj, to je bolj tak administrativni del, ki je osnova. Naprej od tega pa seveda želijo podjetja tudi kontrolirano zaposlovati, želijo kvalitetno onboardati svoje ljudi, želijo postavljati cilje, želijo preverjati uspešnost zaposlenih, želijo dajati feedbacke vodim, želijo ocenjevati kompetence zaposlenih in tako naprej.
in v bistvu Gecko kot platforma je orodje, s katerim podjetja to lahko dejansko dosegajo. In ker smo na intervjujih za TUI Slovenija, kadrovska branža nasplošno je zelo zainteresirana na eni strani za uporabo generativne umetne inteligence, na drugi strani pa je seveda zelo problematično v rekovajih, torej ima nekaj izzivov zaradi skladnosti zakonodaje. Kaj dela umetna inteligenca v Geckotu? Ja, zdaj, tako mogoče sem, da nastane pričakovanje, ne? Verjetno se strinjaš, ne bomo se pogovarjali o tem, kako v kadrovskih službah uporablja ChatGPT. Absolutno. Ima tudi svoj namen in ne rečem, da je vse ok, ampak v bistvu pogovarjamo se o tem, kako umetno inteligenco, pa recimo generativno umetno inteligenco vključiti tudi v neke procese v obstoječih orodjih oziroma platformah. Zdaj, tukaj je v kontekstu kadrovskih procesov veliko priložnosti, samo če se sprehodim tako skozi en tak življenjski cikel zaposlenega, ne? Od same selekcije kadrov, pa recimo identifikacije potencialno zelo vročih prijav, ne, ki jih lahko potem pospešimo, ali pa recimo analize samih CV-jev, da ne rečem še prej generiranje nekih opisov za razpisana delovna mesta, ampak to so relativno enostavno scenarij. Skratka, od teh pomoči pri selekcijskem procesu do potem pomoči vodji pri vodenju, naprimer pri postavljanju bolj kvalitetnih ciljev, pri povzemanju uspešnosti zaposlenega na en tak bolj strateški način z vsemi podatki, ki so na voljo, do pomoči pri onboardingu, kjer spet lahko, glede na to, kakšne vsebine mora zaposleni spoznati skozi nek onboarding v nekem podjetju, onboarding pač proces, ko se zaposleni spoznava s podjetjem, kjer lahko spet s pomočjo umetne inteligence na pravi način serviramo informacije zaposlenemu, do seveda pol področja same analitike oziroma uporabe podatkov za to, da iščemo neke insighte, neke trende v kadrovskih procesih oziroma podatkih. Pa če gre vseeno nazaj na to, kar si na začetku tega odgovora omenil, lahko razloživa, kakšna je razlika med tem, da jaz kot kadrovnik uporabljam ChatGPT ali pa uporabljam orodje, ki me podpira pri mojih kadrovskih procesih, katerega del so pa tudi umetna inteligenca. Skratka, to, kar bom zdaj povedal, mogoče ni samo lastno kadrovskim procesom, ampak sploh uporabi umetne inteligence v biznisu oziroma v poslovnih procesih. Skratka, tako bom rekel, na splošno velja, da umetna inteligenca generativna umetna inteligenca, pa tudi mogoče še širše, je dobra toliko, kar ji damo konteksta. In v kontekstu ChatGPT-ja to pomeni, koliko dober prompt napišemo. Pravzaprav to je že to. Mogoče še kakšen dokument preložimo, ampak to je to. Bolj, ko se potrudimo, boljš odgovor dobimo in ta odgovor tipično temelji na tem promptu plus vsemu znanju, ki ga je konkretni model pridobil na internetu. Ko govorimo o uporabi umetne inteligence v poslovnih procesih, recimo v HR-u, je ključen kontekst pravzaprav so podatki, v tem konkretnem primeru naših zaposlenih, in pa neki procesi, ki se dogajajo nad temi podatki. In zato je tukaj veliko več dodane vrednosti, ker se umetna inteligenca zaveda naših podatkov, ni potrebno, da ji razlagamo skozi chat GPT vmesnik, kaj želimo. Po drugi strani je pa seveda to tudi bistveno bolj občutljivo, ker to pomeni, da umetna inteligenca potencialno daje neka saj mnenja, če ne včasih potem že odločitve na podlagi nekih podatkov o zaposlenih, in se potem začnejo postavljati vprašanja, kot je to skladno, je to etično, kaj pa napake, halucinacije in tako naprej. Ok. Pa če greva zdaj spet nazaj k temu, kar si že povedal, seveda vsako kolikor toliko podjetje, ki se sebe zaveda, ima danes umetno inteligenco v svojih orodjih. Kaj točno pa kaj točno pa v resnici dela umetna inteligenca v Geckotu? Ti si prej naštel 10, 15, 20 stvari, kjer kadrovski lahko pomaga. Kaj je pa zdaj tisto, kar jaz lahko v Geckotu kliknem, pa se mi zgodi?
Mogoče še en kontekst naštavim, preden grem v to, kaj je še pomemben input pri nas, ko smo se odločali, kje bomo začeli uvajati umetno inteligenco, pa kje ne. To je zakonodaja. Zdaj, naslednje leto pride, oziroma tako bo stopil v veljavo večji del EU AI Acta, ki zelo močno regulira uporabo umetne inteligence, posebej v HR-u. Zato smo tudi, ko smo mi začeli uvajati umetno inteligenco v Gecko, razmišljali, kako najprej podpreti neke scenarije, kjer ne bomo razglašeni, ne da bi bilo kaj v smislu, da bi kršili zakonodajo, ampak v principu, če so kakšni občutljivi scenariji, so zelo visoke zahteve v smislu certifikacij in tako naprej. Skratka, kaj smo mi v prvem koraku podprli, je to, da smo pogledali, kje v aplikaciji lahko delamo neke sumarizacije podatkov na način, da te sumarizacije pomagajo recimo HR menedžerju pa vodju razumeti neko situacijo, pa da ne grejo preveč v to smer, da se odločajo. Naprimer, ko delamo letne razgovore, performance reviewje oziroma zbiramo tudi feedbacke od zaposlenih, recimo nekateri to poznajo pod imenom neki 360 stopinske ocene zaposlenega, se tipično nabere veliko nekih tekstovnih celo, običajno feedbackov ekipe na recimo posameznega vodja ali pa posameznega zaposlenega. In potem smo vodje v nekem škripcu, posebej, če to delamo za veliko ljudi, da razumemo, kaj je neka rdeča nit, kaj je samo en rekel, kaj se pojavlja kar naprej, pa dejansko smiselno mojemu recimo podrejenemu omeniti, ker je to neka rdeča nit, in tukaj smo upregali umetno inteligenco, da analizira vse take feedbacke, da izpostavi stvari, ki so rdeča nit, tisto, kar bi zaposlen dejansko mogel biti, s čimer bi mogel biti seznanjen, kaj mogoče ni potrebno, ker se je pojavljalo samo v recimo zelo omejenih primerih, in potem tudi umetna inteligenca naredi nek predlog, kako naprej, skratka, kako to z zaposlenim dejansko skomunicirati. Ali pa recimo pri postavljanju ciljev spet, da umetna inteligenca lahko na podlagi preteklih ciljev predlaga, kako oblikovati nove cilje, ali pa naredi nek povzetek performansa zaposlenega. To so recimo take prve zadeve, ki smo jo delali, kar recimo je v našem laboratoriju, pa zdaj še razmišljamo, kako zares to vključiti, je na področju rekrutinga, to, kar sem že prej omenil, zdaj, če se zelo tako malo poenostavimo vse skupaj, pač vsak kandidat, ki pride, dobi nek scoring na podlagi tega, kako se njegov CV in vsi ostali podatki ujemajo s tem, kar mi zares iščemo, kjer to, kaj mi zares iščemo, pomeni, kako smo razpisali delovno mesto, pa tudi kakšne so neke naše interne preference in tako naprej. Tukaj gremo že malo proti temu, da sugeriramo neko odločitev potencialno, ki lahko vpliva na kariero posameznika, in potem, ko človek bere AI Act, tako da ni čisto jasno, kam bo to padlo, tako da smo previdni. Poznamo vse te zgodbe še iz prej, ki še ni bilo generative AI-ja, kako recimo, ne vem, mislim, da je bil Amazon, algoritem umetne inteligence začel preferirati belce, zato ker je iz zgodovine nekako pogruntal, da tipično ne vem, kaj so zaposlitve belcev bolj uspešne, karkoli že bilo, seveda absolutno nočemo, da so taki biasi nekako znajdejo v naših orodjih. Prideva še do tega, kako ste podjetju postavili to neko skladnost z zakonodajo, pa etiko, pa še kaj več visoko, pa da se dajo najprej mogoče o tehnologiji pogovoriti. No? Kaj uporabljate, na kakšen način ste se priklopili na generativno umetno inteligenco, mogoče, če ste kakšne neke izzive ste imeli pri tem, ker seveda, zdaj ChatGPT, ja, super, ampak vsakih 14 dni pa pride ven nekdo nov, ki ima boljši model, drugačen model, uporaba tega preko API-ja je še nek dodatna tukaj, pa recimo, če tudi predpostavljava, da naša publika nekoliko bolj te stvari tudi razume. Okay. Skratka, seveda, pač mislim, da to je jasno. Orodje, kot je Gecko, pač z platformami large language modelov pač komunicira prek API-ja. Kar je bilo za nas pomembno, je to, da smo odprti pravzaprav za vse te platforme, kar pomeni, da lahko glede na nek use case, ki ga želimo podpreti, uporabimo, ali pa celo stranka sama določi, kater LLM bomo uporabili. Zdaj tukaj nam
realno gledano dosti pomaga tudi naš partner, katerem je SunGecko zgrajen, to je v bistvu Salesforce. Ne, Salesforce ni samo CRM podjetje, ampak je tudi podjetje, ki dela platforma za servis, kjer se lahko dosti naslanjamo na njihovo arhitekturo agentic AI agentov pravzaprav. In tudi celo to podvozje, kar pomeni, da že tam noter potem mi lahko reguliramo ali pa pravzaprav naša stranka, kateri LLM bomo uporabili, od katerega bi rekel proizvajalca v prvem koraku, ampak potem tudi koliko napreden. Zadaj so neki stroški in neka hitrost izvajanja oziroma produciranja rezultata in glede na nek use case, ali je to neka sumarizacija ali kaj bolj zahtevnega, potem odločimo, kateri model bomo uporabili. Seveda zdaj se dika spet zakonodaje, ki prihaja zelo pomemben, da se to dogaja zelo kontrolirano, da so vsi inputi v nek model zabeleženi, da so vsi outputi zabeleženi, da je kolikor se le da transparentno, kako je model prišel do odločitve, čeprav vemo, kako je s tem pri LLM-jih. Ja. Zares dobro ne ve, kako so odločitve sprejete. Pa na koncu, da tudi uporabljamo modele, ki jih po tej novi zakonodaji EU AI Act, ki so certificirani. Skratka, avgusta letos je bil še en mejnik, po katerem so se mogle te platforme certificirati. To je kar zanimiva ideja, da lahko uporabljam vaše API dostope ali pa da si svoje zraven zrihtam, kar to pomeni, verjetno tudi vpliva na nek pricing. Lahko tokene za umetno inteligenco opračujem preko vas ali pa si pripeljem noter nekega svojega. Nismo še čisto to, da bi lahko čist nekaj svojega pripeljal, ampak damo na voljo vse te obstoječe popularne, recimo, da vsaj od OpenAI-ja, Anthropica pa Googla. Aha, in vsi grejo čez vas, jaz si pa potem lahko izberem katerega izmed to. Imate tu kakšne... Je ideja in neka vizija, spet malo tudi vezano na tolele backend tehnologije, ko uporabljamo tudi Bring Your Own LLM, ampak tako, zdaj prvi korak je res, da te v bistvu najbolj popularne LLM-je podpremo. Imate kakšne podatke že o tem, kaj ljudje izbirajo, pa kaj se jim zdi boljše? Mislim, ne v smislu, kaj ljudje izbirajo. Mi smo naredili eno analizo na začetku sami in primerjali ta orodja in nekak price performance realno je bil na koncu, če pustimo ob strani nekaj DeepSeek in tako, mi smo se na te price performance je v bistvu šel v smer OpenAI-ja, realno. Zelo pogosto odgovor. Ne vem, kakšne so izkušnje drugih, ampak ne bomo nekoliko price, ampak performance na koncu je bil tak, da smo rekli, da bomo tvegali in tam dobivamo daleč najboljše rezultate nazaj. Ja, sploh takrat, kadar gre za neko malo bolj kreativno ali pa za neko daljše besedilo, je ponovadi odgovor na koncu vedno ChatGPT, se zdi. Ja. Pri nekih drugih stvareh, kjer ne vem, napišeš sam naslov ali pa nekaj, lahko kaj druga, ko gre pa za res dobro slovenščino, je pa to pogosto odgovor. Ok. Na vaši spletni strani pravite, da ste več kot skladni z zakonodajo, da vključujete tudi pravičnost, zasebnost in človeški nadzor. Razumem, zakaj, kako to zagotavljate, kako ste več kot zahteva od vas zakonodaja? Zdaj, v kontekstu tega, kar prihaja naslednje leto, vprašanje, če bomo še lahko rekli več kot to zahteva zakonodaja, ker bo že ta zakonodaja zelo zahtevna. Absolutno pa v tem trenutku se mi obnašamo, kot da to že velja. Skratka, mi smo v tem trenutku definitivno več kot zahteva neka, recimo, da obstoječa zakonodaja, v tem trenutku, kaj pravzaprav imamo v tem trenutku. Imamo GDPR, ki pokriva področje varovanja osebnih podatkov in v tem kontekstu seveda tudi AI, kako procesiramo osebne podatke, ki grejo v AI. Skratka, to je en vidik, ki ga že tako in tako moramo upoštevati in pa pač ta napoved AI Acta, ki pa dejansko bo prišel šele naslednje leto. Kako lahko pri kadrovskih procesih, resni kadrovski procesi skoraj ne morejo brez osebnih podatkov. Kako lahko zagotovimo neko skladnost z GDPR-jem? A lahko ChatGPT-ju rečemo samo frankfurtske serverje uporabljaj za moj odgovor in ne vem.
Zdaj, GDPR kot tak ne zahteva, da so podatki fizično samo v EU-ju in da jih nihče ne more dostopati. Ne? Je to zelo olajša, ni pa to absolutna zahteva. Recimo zdaj v našem primeru so podatki shranjeni v EU, so pa neki detajli, ko v nekem primeru nekih incidentov lahko nekdo od zunaj dostopa in pravzaprav tako imajo v bistvu vsi ti veliki cloudi narejeno. Skratka, ne zagotavlja se skladnost zgolj s tem, da je vse v EU, pa konc se zaklenemo, so tukaj neke take prostostne stopne in tukaj skladnost je zagotovljena. Je pa zelo pomembno potem brati malo širše, ne samo GDPR kot tako, ampak tudi slovensko zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov, ki je še malo bolj, bi si upal reči, papeška od papeža. Zahteva več, zahteva natančno beleženje vseh pogledov v vse osebne podatke in vsa procesiranja. In to pravzaprav nam tudi vse uspe zagotavljati, je pa res, da je to nek tako generalno v kontekstu EU-ja manj nadstandard, ki pa je v Sloveniji pač žal pa na srečo standard. In isto velja potem zdaj tudi za AI. S tem je tukaj pa že na nivoju EU-ja tudi predpisano zelo natančno sledenje vsem obdelavam osebnih podatkov, ki grejo v ali pa pridejo iz nekih AI algoritmov. A je to, da mi uporabljamo Gecko, HR ali pa na koncu konkurenčno rešitev, bolj varno, kot če naši zaposleni na roko uporabljajo ChatGPT za recimo iste procese? Mislim, absolutno da, če ne drugega že za to, zdaj odvisno, kako imajo v podjetjih to rešeno. Velikokrat vidim, da podjetja tukaj šparajo, pa niti ne kupijo ChatGPT-ja kot biznis, ampak to ljudje sami privatno odpirajo. Tam nimate absolutno nobene garancije, da ne bo OpenAI se dejansko na vaših podatkih učil, vključno z imeni, priimki zaposlenih. To je, da se razumemo, poslovni model teh firm, da se učijo na nas, ki uporabljamo taka orodja. Seveda pa v okviru biznisa pa pač lahko, sploh pa če uporabljate te programske vmesnike API, lahko določimo, da se podatki, ki gredo v te platforme, ne uporabljajo za učenje, kar je absolutno masno. Ampak mislim, da je to zelo slabo pod kontrolo v naših podjetjih. Da tipično podjetja to ne uporabljajo na način, da preprečijo zlorabo. Posebej, ko gre za OpenAI, mogoče kot nek copilot v kontekstu Microsoftovih orodij, to še zagotavlja, ampak tam, ko gremo pa kar na OpenAI, pa ne. Celih na to sem te opozoriti, da lahko se vsa ta orodja pravilno nastavijo, ampak zelo pogosto niso in potem je vprašanje, kaj se dogaja z nekim življenjepisom. Drugo je pa ta res natančna sled, kaj je šlo noter, kaj je prišlo ven. To je zelo nekako slabo pod kontrolo, če vsak uporabnik to malo po svoje uporablja. Zdaj bom dal primer čisti iz našega podjetja, mi smo tudi pač kupili tale OpenAI ChatGPT, mislim, da so ga zdaj iz Teams spremenovali v biznis, ki je, mislim, že tako plačljiv, pa potem ta biznis varianta je še malo dražja, ampak to je praktično nujno, brez tega si jaz pravzaprav sploh ne predstavljam, da bi uporabljali ta chat orodja, AI chat orodja v biznisu. Absolutno, ja. Najslabše je, če imamo brezplačna orodja, ki se jih zaposleni sami uporabljajo. Stran gledamo in raje ne sprašujemo, kaj se dogaja, in ne vem, če to dobro pristop. Ok, na drugi strani ste pa Salesforce integratorji. Zdaj, Salesforce je ena izmed, če pa še ni, pa kmalu bo, največjih firm na svetu in rihta vse, kar je možno in še kaj zraven, in seveda ima tudi svojo umetno inteligenco, ki jo poskušamo uporabljati. Koliko je, ne vem, če si pravi za to vprašanje, koliko je ta Salesforceova umetna inteligenca primerljiva z nekimi drugimi, pa na kakšen način jo bodo podjetja uporabljala? Zdi se mi, če smo prej rekli pri ChatGPT-ju pa pri API-jih te stvari veliko bolj razumemo, pri Salesforceu pa se mi zdi, da je teh informacij manj, pa da ljudje to manj poznajo. Ne nas malo predstavi te stvari.
Tako, Salesforce se je popolnoma posvetil tej tako imenovani agentic AI prihodnosti poslovnih procesov in posla. To je res tako neverjetno, kako se lahko firma z 100.000 zaposlenimi v roku parih mesecev, kompleten produktni razvoj in message vse to obrne na to. Mi smo zdaj agentic AI. Ne. Zdaj, kaj je zares agent, to je malo diskusija. Jaz mislim, da vse, kar danes tele Microsoft in SAP in Salesforce razlagajo kot agent in agentic AI, je še precej daleč od tega. Zdaj to upam, da ne bo kdo iz mojih kolegov na Salesforce poslušal, ampak to je osebno moje mnenje. Je pa to big bet, to je res ogromen bet pri vseh teh velikih, da bo šel to, na kakšen način bomo tehnologijo uporabljali v poslu, zelo v smer teh agentov. Kaj je agent, čisto na kratko? Skratka, ChatGPT je nek pogovor, agent je pa v principu nek na koncu software, čeprav ga vse te firme predstavljajo kot praktično digitalno osebo, ampak pustimo, to je na koncu software, ki mu damo neko navodilo, kako mora nekaj narediti, in ta agent zna iti po te prave podatke, zna uporabiti prave procese, ve, ki je kaj, si včasih tudi vzame čas in pride nazaj z neko rešitvijo, naprimer organizira mi vse na dopustu in mi rezervira v bistvu logistiko, kar se tiče hotela in prevozov in pogleda, kaj kam pogledati, in pride nazaj z itinerarjem mojega dopusta, recimo to bi bil en tak agent. In kaj od tega zna zdaj umetna ali pa agenti delati v Salesforce? Zdaj, konkretno, absolutno, kar je impresivno, je, kako je cela ta struktura zgrajena, kako lahko vsak sam zase si zgradi agenta. Kako pravzaprav, to je res impresivno. Mi smo tudi primerjali recimo Salesforceovo agentsko platformo, se reče Agentforce, z Googlovo agentsko platformo Agent Space, nekako tako. Točno, ker smo za lastne potrebe hoteli, v principu, smo izbirali nekaj takega, in so naši inženirji, to niti ne govorim zdaj jaz, kot v nekem marketinškem smislu, so naši inženirji rekli, da je pač tukaj Salesforce svetovna leta pred tistim, kar je v Googlu na voljo. Zdaj, ti agenti sami po sebi še zmeraj uporabljajo te Googlove in OpenAI-eve in Antropikove LLM, da se razumemo, te agenti so en nivo nad tem, kjer mu vi poveste v grobem, ti si agent, ki boš delal v podpori, v kontaktnem centru za podporo strankam. Tvoj cilj bo, da narediš stranko maksimalno zadovoljno. Tvoje omejitve so, da za to ne smeš zapraviti več kot 10 evrov, ne vem, zdaj si že večkrat zmišljujem, na stranko. Na voljo imaš te in te API-je, lahko cancelaš order, lahko nekaj novega naročiš, lahko zamenjaš naslov dostave in tako naprej. In to je še en kup navodil, imaš dostop do teh podatkov in to so navodila, kako delati. Zgradiš ta agent, mu pa veš, po katerih kanalih komunicira, ali je to WhatsApp, ali je to nek web chat, ali je to mogoče voice na telefonu, in v bistvu tazga agenta pustiš v živo. To je v principu teorija in vse gre proti temu. Kje smo danes, je to, da tazga agenta lahko zgradimo, ampak si bomo upali danes mu dati zelo osnovne zadeve. Recimo, vem, da je Pošta pred kratkim tudi, ne na Salesforce, mislim, tudi s podporo Salesforceova tehnologija, ampak ne samo, šla ven z agentom, ki tudi govori pravzaprav slovensko, ki lahko recimo daje informacije o statusu neke pošiljke in tako naprej. Pa da ne delam kravico kolegam na pošti, mislim, da je nekako to nek nivo uporabnosti v tem trenutku. Ali pa recimo, kar mi delamo za določene finančne institucije tukaj v regiji, je tudi, da ko stranka popraša po določenih statusih, določenih zahtevkov, da umetna inteligenca v bistvu to pohendla in lahko odgovori po različnih kanalih. S tem veliko pa šparamo, ker je veliko enega dela, recimo v kontaktnih centrih, dejansko zelo rutinsko. Je pa res, da si ne upamo, vsaj mi zaenkrat, delati agentov, ki bi dejansko šli in spremenili nek podatek, spremenili nek status. Če ni to zelo nekaj tazga, ne kritičnega, ampak ne upamo še vsi, da bi ti agenti šarali po bazi in spreminjali podatke. A imamo kak primer, ki ni customer support, ker malo se zdi, da v tej zelo zahtevni publiki je customer support, zdaj vsi znamo z umetno inteligenco zrihtati, a znamo še kaj drugega? Geko zna še HR-u kaj zrihtati, tako da to je že zelo dober primer, ampak ja. Zdaj so v tem svetu CRM, če prav razumem.
Skratka, pač ta customer support to je bila taka ta prva zadeva, kjer se je tako najlažje, največ dal narediti in tako bi rekel, v smislu nekih dejanskih prihrankov in rojev se tam dogaja neka zgodba, ki gre v neko tako pravo smer, ne toliko, kar je bil hype, da kar ne bo več potrebno nikogar imeti nobenega agenta, ampak tako, recimo, kar se mene tiče, če nek kontaktni center lahko 20% zraste, pa samo za 5% poveča headcount, je to že to v redu. Ne? Absolutno je veliko. Ja. Ja. Manj od tega, kaj so napovedovali, ampak to je ono, podpišem se pod to. Zdaj, drugi use case, da je prav nek agent, tam, kjer vidim, da se zdaj dosti veliko dogaja, je na področju prodaje, posebej teh zgodnih faz prodajnega lijaka, ko gre za neke zelo osnovne komunikacije ali pa recimo neke kvalifikacije. Recimo, Peter, ti hočeš kupiti Gecko in prideš na našo spletno stran, daš povpraševanje, dobiš mail, kjer dobiš par informacij, mogoče 2-3 termine za neko srečanje, pa ti nekaj na to odgovoriš, pa potem dobiš še par vprašanj, koliko vas pa je in tako naprej. In to lahko zdaj že z agentom rešujemo, to osnovno komunikacijo. Seveda pa potem, ko pride do nekih bolj resnih pogovorov, potem se pa spet vključi človek. Zdaj, to je super, to predvsem moraš imeti zelo veliko operacijo, zelo veliko prodajalcev, da je to smisel, ne? Če imaš 5 prodajalcev, pa tega ne boš avtomatiziral. Ne? Marsikdo je tukaj zelo previden, ker to pa je le prodaja. In ten customer service, ajde, ne, se je pomemben, ampak mogoče, če boš nekaj narobe rekel, se ne bo takoj poznal na prihodkih uspehu podjetja, če pa po prodaji en lead napačno kvalificiraš, ima pa to lahko velike posledice. Ne. Tako, ampak to je to, recimo tukaj v prodaji vidimo veliki use case. Marketing je poln teh use case, ampak tam je ime agent mačka zlorabljal. Jaz mislim, da v večini primerov to zares niso agenti, ampak so pač enostavno produciranje kontenta na tak in drugačen način. Marketingari pač znajo svoje delo marketingirati, pa tudi razložiti, da so vse stvari veliko boljše, kot so v resnici. Tako. Eno področje, spet temu ne bi rekel agent, ampak se zdaj pač vsi to pod to marelo agentov dajo, je tudi področje analitike in BI, ki so sejeli malo iz tega, da v principu, kako bi to poenostavil, to je moja interpretacija, ti ni točno treba vedeti, kaj hočeš vedeti, ampak v principu dobiš interpretacijo podatkov in insajte, na katere moraš biti pozoren, na način, kot AI misli, da je to najbolj primerno, brez da ti vnaprej delaš dashboarde in se točno fokusiraš na neke točke v procesu, kjer potencialno lahko gre kaj narobe. Ok, super. Po mojem sem zdaj pokrila Gecko pa Salesforce, mislim, ne, vse v nekem delu, pa če malo na splošno pogledamo, kolikšen procent vaše kode vi generirate z umetno inteligenco? Ja, mislim, se trudimo s tem. Ja. Se trudimo s tem, jaz veliko sprašujem, ne bom ti znal povedati, koliko procentov koda generiramo, se pa trudim zvedeti pri naših ekipah, kakšen je občutek, koliko lahko pospešimo naš razvoj. In to še posebej v Gecko, recimo, kjer je več fokusa prav na coding, koliko lahko pospešimo z orodji, ki so danes na voljo. In neka taka ocena, ki si mi jo upajo dati, je, recimo, da bolj pesimistični bojo rekli 10%, zelo optimistični bojo rekli 20%, ampak tam nekje. Zdaj, to je taka zelo, bi rekel, ocena v nekem trenutku, ko je nekdo kodo naredil. Vemo pa, da je zdaj zelo veliko pogovarjanja o tem, kakšen je impact na vzdrževanje kode, na security, potencialne security probleme s to kodo, tako da jaz bi rekel, da smo tako, hočemo biti na tekočem in absolutno zagrabiti vsako priliko, ampak na drugi strani tudi previdni, da ne delamo kakšnih neumnosti v kodi, ker pač ves software, ki ga mi razvijamo, je tako z varnostnega stališča zelo občutljiv. Pač ni neka marketinška spletna stran, ki pobira neke lide, ne, ampak gre za resne sisteme, kjer se procesira ogromna količina osebnih podatkov. Kdo je pri vas znotraj firme zadolžen za implementacijo umetne inteligence v podjetje? In potem dodatno vprašanje,
ti vseeno, ali pa vi imate kot podjetje veliko kontakta z podjetji, kako to druga podjetja rešujejo? Če imamo zdaj znotraj podjetja človeka, ki je odgovoren za GDPR, a bomo kmalu rabili človeka, ki je odgovoren za AI? Ja, zdaj, če konkretno povem za naši dve podjetji, za Gilcon pa za Gecko, je nekako to na dva dela razdeljeno. Mm. Nimamo prav osebe, ki bi bila zadolžena za AI kot tak, pač naš produktni razvoj oziroma Head of Product je zadolžen za to, kako se v bistvu AI vključuje v sam produkt. Potem so pa inženirji, ki so vodje ekip na teh tudi implementacijskih projektih, na katerih imamo nekaj za stranko zadolženi za to, da potem to upeljujemo. Stranka imamo v bistvu tak Excellence Center, konkretno za ta Agentic AI, posebej to, kar je povezano s Salesforceom, da to spoznavamo. In to je pa res, da tudi jaz nekako skušam delovati kot nek tak sponzor in promotor teh tehnologij vse čas in tudi govoriti o tem, na kakšen način jaz uporabljam umetno inteligenco, ker tako generalno gledam, dejansko bi si kar upal reči, da je pač nek ChatGPT skoraj da kot CEO meni. Vsaka odločitev ali pa bom rekel tudi debata gre skozi to, da jo predebatiram z ChatGPT. V naših strankah vidim, da se zdaj tako marsikje že pojavljajo tudi neke vloge na tako zelo executive nivoju nekoga, ki je zadolžen za uvajanje umetne inteligence. Zdaj, a bo to neka nova oseba, jaz mislim, da tako z vidika skladnosti bo to mogoče celo padalo kar k tej isti osebi, ki že pokriva DPO, ki pokriva varstvo osebnih podatkov, ne? Ker je tako problematika podobna, je malo etike, malo legala, malo tehnologije, bi si predstavljal, da bo to tam, ne? Generalno bi si pa upal reči, da vsi malo plavamo. Se mi zdi, da je večina podjetij v nekem takem neki tranziciji iz tega overhypa, ko mi smo dobili par recimo tudi naročil ali pa tako pogovorov s strankami, kjer smo poslušali, kaj bi oni želeli, smo rekli, tole pa se vidimo leta 2035. Ampak tam tisti bojsi iz San Francisca na tak način komunicirajo, ne? Čez 6 mesecev ne bo več programerjev, čez 12 mesecev se bo ekonomija obrnila na glavo in tako naprej, ne? Tako da jaz bi rekel, da je kar tako velika borba v tem trenutku. Ownerji, to je zdaj neka moja ocena, trenutno potegnejo naprej od tistih oddelkov, kjer se vidijo neki benefiti. Recimo Customer Service Managerji na področju CRM-ja so tisti, ki bi si upal reči, v tem trenutku so nekako najbolj aktivni in tudi največ pričakujejo od te tehnologije. Na področju HR-a jaz predvsem malo merim te HR liderje, vodje, da v tem trenutku še nič ne zamujajo, če niso že HR čisto obrnili na glavo in še nimajo digital laborja v hiši, ne? Da je mogoče v tem trenutku res bolj pomemben, da dobro pošlihtajo svoje podatke, da imajo podatke povezane, da imajo neko zgodovino podatkov, da skrbijo za compliance tega, kar imajo. To bo neka osnova za AI v prihodnje. Ampak ta kontekst mora tam biti. Če ne bo konteksta, pa pač tudi AI ne bo nič pametnega naredil, ne? Peter, zdaj te pa ne slišim, pa ne vem, ali je pri meni problem ali pri tebi. En, dva? Ja, jaz mislim, da jaz sem. Ene stvari delajo boljše, če imajo elektriko. Moj mikrofon se je odločil, da se moja baterija spraznila. Rekel si, da imate Excellence Center. Lahko še malo o tem poveš, kako ste se tukaj organizirali? A je to namenjeno samo umetni inteligenci ali to še za neke druge splošno interno izobraževalne stvari? No, tako, v bistvu te kompetenčni centri so za različna področja, ampak eden je tudi za področje AI-ja. Tako da to ni nič fancy, to je owner, ki skrbi za to, da se interno širi znanje in konkretno v tem primeru Salesforceovem AI-ju, tako imenovano Agentforceu, tako da tam izbiramo
treninge in certifikate, ki smo jih ocenili kot smiselne, da jih naredimo, in tudi potem, ko delamo že na projektih, ker imamo že par tekočih projektov s temi tehnologijami, tudi skrbimo za to, da se to znanje šera spet nazaj, če nekdo nekaj naredi po strankih, da to širimo v tisto ožjo ekipo, ki je določena, da recimo vzdržuje ta kompetenčen center. Ne. Aha, ok. Ja. Torej pač lahko rečemo, umetna inteligenca je zdaj uporaba teh tehnologij na nekem nivoju drugih znanj, ki jih morajo zaposleni imeti, in želimo na enak način pristopati k temu, da zagotovimo in znanja in izkušnje in seveda neke opozorila in vse ostalo. Ja, absolutno. Tako, mogoče še malo več. No, recimo zdajle, ko postavljamo tudi neke nove, konkretno v GEK-u, neke nove kompetenčne matrike, bi temu rekel, oziroma neka pričakovana znanja, ne. Recimo je debata, ali pustimo AI kar pod pričakovanja znanja uporabe orodij, pač se paše tja noter, ali je zdaj AI nekaj, kar je toliko pomembno in drugačno od kar nekih drugih orodij, kot so e-maili in tako naprej, da damo prav poseben skill, koliko dobro uporabljaš AI. Ko vidim, da je ta adoption, čeprav smo tehnološka firma, pač to ni kar tako, ne. Tako recimo jaz pač vidim, se pogovarjam s sodelavci, pa mi pošljajo nekaj v review, ne. Pa je moja prva misel, ko vidim nek tak nestrukturiran tekst ali pa predlog ali specifikacijo, zakaj ni šlo to čez AI, dokler preden je prišlo do mene, ne. Ker prva stvar, kar jaz naredil, je to, da je bom dal čez AI, ne. Ja, ampak jaz sem zadnjič bil pri zdravniku z otrokom, ne, in je tam doktorica, ko je jemala pritisk, še vedno vzela ta staro mašino, ki jo je na roko napumpala, pa je dala stetoskop, pa je poslušala, da je izvedla pritisk. Ne. Pa imamo te neke stroje za avtomatsko merjenje, ki so hitrejši, boljši, verjetno, že full cajta. Hočem reči, ne, to, če ljudi pustimo, da se v lastnem tempu izberejo, kakšne stvari bodo uporabljali, znajo biti še leta, da ne rečem desetletja, ko bodo ljudje uporabljali orodja, na katera so navajeni. Ne. Sem čisto odprt za to, jaz nisem nek fundamentalist, tako da absolutno. Tako da. Ok, Marko, kaj je tista stvar, s katero se igrate, s katero se mogoče ti igraš na področju umetne inteligence? Za konec, kot zadnje vprašanje, kaj je tisto, kar te navdušuje, karkoli takšnega? Ja, na področju umetne inteligence. Mogoče tako, ne vem, koliko je zdaj to atraktivno, ampak res nekako sem si začel vzgajati mojega co-cevta, kar pomeni, da pač imam en ekstra tam GPT, recimo, če govorimo konkretno OpenAI, ker sem ga nafilal z vsemi informacijami in tudi je naučen, da se pogovarja, ne odgovarja. Kar pomeni, da ga imam naučenega za to, da me challengea, ki ga imam naučenega za to, da se ne strinja z mano, ki ga imam naučenega to, da če ga nekaj vprašam, greva pod vprašanje in hoče dobro razumeti. In to se mi zdi en tak po eni strani tak zabaven, ampak tudi zelo uporaben način dejansko izkoriščanja te tehnologije, ne? Ker to pomeni, da moraš dejansko včasih vzeti uro pa dve, ko boš sedel. Nisem še probal se pogovarjati, no, tipično tipkam, ampak dejansko včasih vzamem uro ali pa dve časa za to, da prideva skupaj do nekega decisiona. Ne? To recimo mi je tako osebno zdaj en tak, že ne par tednov zdaj, no, od poletja naprej, en tak projekt, kako si bom zgradil tazga co-cevta. Ok, to je super primer o tem, kako je treba te stvari uporabljati. Marko, hvala lepa, da si se vzel čas, da si se udeležil tega intervjuja. Če bi se ljudje s tabo radi več o tem pogovarjali, kje te lahko najdejo? Kje me lahko najdejo? Na LinkedInu, tam sem isto Marko Perme, kakor drugače v real lifeu, drugače pa tudi marko.perme@gekohrm.com ali pa gilcon.com, odvisno, katero persono želite nasloviti. Alright. Hvala lepa, Marko, lepo bo. Hvala za povabilo. Hvala. Adijo. Adijo.